Čau! Evo, današnji video je namenjen temu, da malo pokukamo v to, koliko vseh teh misli, ki jih mi imamo, non-stop, je res v resnici naših mišljeno, da je to naše bitje, naše telo, naša resničnost, naše vesolje tisto, ki komunicira z nami. In koliko tega je umsko, koliko tega smo bili naučeni, koliko teh vseh mislih poberemo iz okolja, od drugih, koliko stvari imamo vgrajeno, vsajeno že v našem celičnem spominu, v našem DNK-ju. Tako da, kako se poslušati, kako slediti sebi, svojemu telesu, vesolju, to je ena taka zelo velika uganka in marsikdo sploh ne ve, da ko nekaj pomislimo, da ni nujno, da je to sploh za nas, da je to naše, da je to res. Tako da, tle so takšni malčeki izzivi. Že sem naredila tudi video prav z enim orodjem od Access Consciousnessa. Danes bi vas rada povabila v to, dajte poslušati svojo intuicijo. Dajte malo opazovati, ko nekaj pomislite, ko se neka misel dvigne, koliko ste ob tem sproščeni, koliko tako vam je ful lahkotno prijetno v tem, ko ste to pomislili, ali obratno, koliko ko ste nekaj pomislili, ste bili nekaj čudnega, neprijetnega, vam ni bilo fajn, vam ni bilo všeč, ni bilo cool, okay? Ker že to je en indikator, če je nekaj prijetno, lahkotno, je tvoja resničnost, če je težko, ni. In ne govorimo o tem, če ti je všeč ali ti ni všeč misel, ki si jo pač prejela. Govorimo o tem, ko si na nekaj pomislila, ali ti je bilo ob tem lahkotno. Ja, to je res, tudi če je bilo ojoj, ne, katastrofa, ma kaj glih to, ti ni všeč torej. In je hkrati lahkotno, da je to res. Tako da, meni je bolj fascinantno, ker ko res slediš sebi, zaupaš tvoje resničnosti, temu tvojemu vesolju, okay? Takrat vse gre gladko, gre kot po maslu. Se ne sekiraš, tudi če se kaj zgodi, ki bi umsko gledano rekli, oj, to je narobe, to je katastrofa, jo, ma kaj glih to. Ko se dejansko prepuščaš, da te vodi tvoje zavedanje, tvoje vesolje in s tem povezano misli, ki jih imaš res ti, takrat je vse sproščeno. In evo, vam povem en primer. Veter mi nagaja, v glavnem. Prejšnji teden sem imela za prejeti en večji paket. Ne? Tudi je bilo treba kar nekaj plačati. In namesto prejeti en paket, sta prišla 2 paketa. In jaz nisem vedela to. In dobim tole sporočilo od pošte, da da pride paket, levo, desno. In ker sem vedela, da je za plačati in me ni bilo doma, sem tam v aplikaciji naštimala, da dobim to v paketomat. In potem dobim dejansko en paket vseeno na dom in en gre v paketomat. Ok, slučajno, ne, v narekovajih slučajno, sem vedela, kdaj točno moram biti doma in sem eno aktivnost, ki sem jo imela za narediti, preložila na kasneje in sem šla prej domov, da sem lih ujela ta paket. In poštar mi reče o tem, da je še en paket, nisem sploh opazila, ki me pa čaka na paketomatu in da mu je bilo ful čudno, kako sem dala enega tam, enega sem. In ta paket na paketomatu je bil tam več kot en teden in po parih dneh iz paketomata je končal na pošti in me je celo ena, ki dela na pošti, poklicala, to se mi še ni zgodilo, in je rekla, da ta paket, da če bom prišla iskat, se kaj, ja, seveda bom prišla iskat, ne, in nikakor da pridem. In sem šla večkrat na pošto in vedno sem zgrešila urnik, ker ta pač pošta naša ima deljen urnik. In danes končno mi rada prideti na to pošto. In pridem na pošto in tale, gospa, ki je tam delala, je bila vsa vesela, da sem prišla in da sem to ravno jaz. In da kako je ona vesela, da sem prišla osebno, da se je ful želela, da pridem osebno iskat. Ker mi sledi na pač socialnih omrežjih in je všeč to, kar počnem, si želi priti na neko delavnico, pač kakorkoli. In je bila ful vesela, da sem res prišla, da se mi še svetovala lahko, kaj lahko pač pride, ne. In kaj je zdaj tlele v tej zgodbi sledenje misli, ne? Meni ni bilo nič težko, da sem šla parkrat na pošto in je bilo zaprto.
nisem si ustvarila problem ob tem, nisem se sekirala, joj, kaj če bo paket šel nazaj. Vse je bilo tako ful lahkotno in bilo samo, ok, kdaj naj grem, ok, pejdi takrat, naredi to. In nisem si sodila, sem šla tam, pa sem parkirala, pa sem čakala, ne vem, da sem lahko sploh prišla na vrsto, na parking placu, levo desno. Je bilo vse tako ful free in lahkotno. Okay? In kaj je bilo darilo tega, da sem sledila zavedanju, da je danes tale gospa, ki se ful želela, da bi res uživo me srečala, je ratalo. In je bila ful vesela. Ne? Tako da, in evo, še zdaj sem toliko hitro dejansko prišla na vrsto tam, ona se je zrihtala ta paket, da sem imela še čas ta live narediti in da zdaj lahko grem v šolo po sina. Ne? Tako da, dajte si zaupati, ko zaznavate, da je nekaj lahkotno prijetno ob teh mislih, ki jih imate, in pol naredite to. Če pa ob nekih mislih, ki jih imate, ni prijetno, vam ni lahkotno, pomeni, da niso vaše. Dajte jih spustiti in dajte vprašati, kako lahko še boljše kot tako. To je moje najljubše orodje. Dajte pogledati, kaj še je mogoče za vas. Tako da, dobro, upam, da vam je ta video odprl več zavedanja in kaj še se je mogoče in se vidimo drugič. In valjda bom vesela, če všečkate, komentirate in podelite z prijatelji. Čau, čau.